Gospod, hvala za današnji dan, za vse, kar si nas varoval na cestah v naših življenjih. Hvala tudi za vse stvari, ki jih nismo niti opazili, pa si bil ti prisoten. Prosimo te za tvojo pomoč pri naših delih, ki ne bi bile usmerjene k tebi. In te se to prosim v slavi Očeta in Sina in Svetega Duha, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha. Hvala lepa, sem Marija, spoštovani gledalka in cenjeni gledalci. Lepo vas pozdravljam iz Ljubljane. Današnja tema bo govorila zakonci za Kristusa, mladi za Kristusa in tako naprej. Prav je, da besedo predam našim gostom in jih poprosim, da se našim gledalcem oddajo ti tudi na kratko predstavijo. Izvolite. Ja, bom jaz začel. Moje ime je Boris Pečarič, živim v Ljubljani oziroma v Šmartnem, pod Šmarno goro pri Ljubljani. To je moja domača fara. Član zakoncev za Kristusa sem od leta 2004. Takrat sem po takih nenavadnih dogodkih prišel zraven, sem se udeležil enega takega duhovnega vikenda. Sem poročen, da je moja žena Carmen, ima 2 otroka, 2 srednješolca in smo tukaj približno že 10 let, če ne že malo več. Moje ime je Kristina Zadravec, prihajam iz Prlekije, župnije Razkrižje. Trenutno pa drugače živim v Mariboru, kjer študiram medicino. V tej skupnosti pa sem zdaj že 3 leta. Ja, jaz sem Carmen Pečarič, žena, z Borisom sva skupaj res nekaj časa, jaz sem tremo. Jaz sem pri tej skupnosti, pri tem gibanju
drugače delam na srednji šoli. To bi bilo pa za začetek čist dovolj. Ali vam lahko predstavite to skupnost od njenih začetkov do danes, kajti namenite vdaje, da vas informiramo, da nekaj več zvemo o tem gibanju in v kako danes je? Ja, bom spet jaz začel, ker imam mentrene mogoče. Ja, gibanje je pravzaprav datirano na leto 1981. Začelo se je na Filipinih. To že takoj pove, da je gibanje mednarodno, da ni doma od tu. Začelo ga je 16 zakonskih parov, ki so ugotovili, da te vrednote zakonskega življenja, družinskega življenja zelo upadajo in so želeli na tem nekaj narediti. In so začeli pravzaprav s tem gibanjem prav v namen za zakonce. Filipinci so narod, ki zelo emigrira, tam je veliko bogatstvo, pa še večja revščina in tisti, ki iščejo kruh, grejo po svetu in so potem zanesli to gibanje s seboj, ko da je zdaj že preko 140 državah in v bistvu deluje posod na enak način. V Slovenijo je prišel leta 2004, takrat, ko so se midva žena tudi pridružila. Najprej sta povabila gibanje v Slovenijo naša voditelja, gospod Pol in Pavla Tudil iz Kranja, oziroma iz Krastja pri Kranju. In zelo hitro so se odzvali. Šli so, mislim, v Evropo enega tedna, no, 14 dni in so šli pa v Ljubljanske Monačko, takrat je bil to gospod Roben. So se mu predstavili in je dal blagoslov za darovanje. In potem smo začeli pač z majhnimi koraki in začeli darovati, tako da zdaj smo nekaj zrastli, ni pa prav ne vem kaj, velike mladih, to drži. Pri odraslih pa zadeva napreduje bolj počas, pa gre, vedno več nas je, ni pa to neko veliko gibanje. Vem, da bo današnja oddaja precej zanimiva. Kdaj ste se vi osebno srečali za skupnostjo Zakonci za Kristusa in kakšno je vaše poslanstvo? No, kdaj sem se srečala z možem, s to skupnostjo, mislim, da je že on povedal, jaz bi pa predstavila našo vizijo in poslanstvo. Namreč naša vizija je, da želimo biti skupnost, ki se posveča evangelizaciji in misijonskemu delovanju. In to želimo na tak način, da oblikujemo lastne družine, ki jih navdihuje in opogumlja Sveti Duh. In iz tega, iz družin, želimo spremeniti družbo. Naše poslanstvo je, da stremimo k svetosti življenja in skušamo preoblikovati sodobni način življenja tako, da se posvečamo delu z revnimi, delu za pravičnost in izbiram za življenje. Smo služabniki cerkve in si prizadevamo, da se vsaka generacija in svet v svet znova in znova obnavlja v Kristusu. Naša temeljna izhodišča so nekako opredeljena v 7 točkah. In sicer prvo je, da smo osredotočeni na Kristusa, da naše življenje izhaja iz njega. Drugo, da želimo evangelizirati in misijonsko delovati kjerkoli, v domačem okolju, pa tudi izven meja. Tretja je poudarjena skrb za lastno družino in za vse družinske člane, tudi tiste najbolj obrobne. Četrto je povezovanje v skupnost. Pravi, želimo biti med sabo bratje in sestre. 5. točka je posebna pozornost do revnih. Ne samo, da darujemo, ampak tudi lastni način življenja tako oblikujemo, da nismo razsipni, da ne podpiramo potrošništva. 6. je, da prevzemamo vodilno vlogo, ampak v služenju. In 7. da želimo vedno biti ubogljivi do cerkve in biti služabniki cerkve. Kako sem jaz prišla v to skupnost, se je v bistvu zgodilo na zelo zanimiv način. Kajti moja starša sta tudi pri skupnosti oziroma zavodu družina in življenje. In
ta skupnost prireja tudi duhovne vaje, vikende za zakonce in takrat pridemo zraven tudi otroci in sem bila jaz in moja sestra kot animatorki za mlajše otroke in je ta zavod želel pripraviti nam animatorjem neko druženje čez vikend, neko srečanje, kaj takega. Jaz sem bila tisti vikend zadržana, je pa se tega udeležila moja sestra. Skupaj še nekaj animatorkami in ko so prišle na dogovorjeno mesto, v bistvu ni bilo tam nobenega takega znanega obraza, niso čisto točno videli, kje so, kako bo stvar potekala, ampak so v tistem domu duhovnosti bili mladi za Kristusa, ki so tudi bili malo presenečeni in so rekli, ja, mi bomo pa ravno duhovne vaje, ker pridite. In tako je bila moja sestra na teh duhovnih vajah pri mladi za Kristusa. Ko je prišla domov, je bila cela navdušena, vesela, kako so ji bili všeč in je rekla, naslednjič moraš z mano. In čez nekaj mesecev, ko so bile spet duhovne vaje, ki so jih pripravili mladi za Kristusa, sem prišla tudi jaz. Mi je bilo všeč in sem se tudi pridružila tej skupnosti. To je bila situacija taka, da nekaj časa sicer nisem bila tako zelo aktivna v tej skupnosti, ampak potem po kakem letu pa sem začela ponovno spet večkrat obiskovati duhovne vaje in sem se res našla v tej skupnosti in mi zelo dosti pomeni danes. Kje ste pa dobili ime Mladi za Kristusa? Meni se to ime zelo lepo zdi. Gre to tudi našim gledalcem, da je pot poti. Ja, v bistvu zadeva izhaja iz angleške besede, ker že zakonci za Kristusa je prevedeno iz Couples for Christ. In tudi oni imajo te veje, ki so nastale na način, da je treba poskrbeti za celo družino, ne samo za zakonca. Prav tudi za otroke, če so pa zakonci za Kristusa, so bili potem to tudi otroci za Kristusa, mladi za Kristusa, mladi odrasli za Kristusa. V bistvu so ime nekako samo preimenovali v mlajšo skupino ali pa starejšo skupino, ko bi koren ostal isti za Kristusa. Zdaj, Youth for Christ smo pač tudi mi prevedli mladi za Kristusa, kot je v angleškem izvirniku, ko je to bilo. Moj Bog, po tebi žeja moja duša. Bog je svet tako Še vedno smo oddaji pot poti, ali lahko poveste, kako je vplivalo na vaše življenje in življenje v vaši družini? To gibanje. To je gibanje, ja. Namreč mislim, da je bila to ena od prelomnic v mojem življenju, v najem zakonskem življenju, družinskem. Namreč
Mislim, da sva dokaj običajen zakonski par z mnogimi težavami, ker sva si zelo različna po naravi. In je bilo kar precej tudi nesoglasi, res težav v odnosu. Po eni strani sva se razhajala tudi na verskem področju. Sva oba verna, vedno sva bila, ampak pogled na to, kaj vera pomeni, kako se v življenju odraža, so imela pa zelo različen. In jaz sem hodila že prej rada na različne duhovne vaje, predvsem so mi bile pri srcu duhovne vaje v tišini preko jezuitov. In tam sem želela pač to bližino, Božjo bližino, nekako deliti z možem. Mož in žena sta eno. In sem ga velikrat nagovarjala, greva skupaj, nekako tako skupna doživljanja bi mi bila zelo dragocena. In ni šlo, dokler ni bilo objavljeno, da prirejajo zakonci za Kristusa duhovne vaje v Škofji Loki pri Svetem Duhu, oziroma Sveti Duh je vas pri Škofji Loki in tja sem običajno hodila na te duhovne vaje v tišini. Pritemnila beseda zakonci. Sem rekla, vidiš, tukaj piše, da mora biti oba, da zakonci grejo skupaj. In je res nekako popustil, res je bilo veliko takih spletov, okoliščin. Hči se je sama dogovorila s starimi starši, da bo preživela pri njej v vikend. Nekako je bilo vse zelo presenetljivo in so odpadli vsi izgovori. In sva šla skupaj tja in tako se je začelo. Zdaj bolj natančno, kako se je potem to odražalo v naši družini. Začela se skupaj se pogovarjati o Bogu, deliti ta doživetja, neka spoznanja, vprašanja, začela se skupaj moliti, ker prej so bile te molitve pač dva posameznika. Zdaj sva se povezala v teh molitvah in sva skušala to razširiti tudi na otroke, oziroma glede na to naše poslanstvo, da želimo pritegniti vso družino. Sva potem pritegnila tudi recimo mojo nečakinjo, njegovo sestrično, mojega očeta, tudi še dve recimo dekleti, ki sta tudi nekako v moji družini, mogoče malo na obrobju. Skratka, tudi v tem se je zelo poznalo. V našem družinskem življenju, no, sin se je kar hitro pridružil tudi zraven mladim za Kristusa, hči se sprehaja, ali ne, ne silno je, ampak radi bi pa, da bi tudi ona bila bolj vključena. Tako da mislim, da se in v najni notranjosti in na teh prizadevanjih zelo pozna. Jaz lahko še zase osebno rečem, da sem mirnejša, da se ne deram več kot doma, da znam pustiti tudi, da se mislim na to ponosna. Razmetano stanovanje in pač gremo na duhovne vaje. Pa mi je težko, ker služba, družina, moja starša sta še živa in tudi potrebna recimo pozornosti, skrbe. Sej skušamo združevati vse to. Ampak, ja, mislim, da se je vse skupaj vrnilo na tako lepšo stran. To počuvanje ste zdaj zelo lepo povedali. Je pa veliko, kar slišimo določene besede, da krščanstvo od vera, da dejansko je dar isto kot molitev. In verjetno, če to skupaj kot mož in žena, kot zakonca, greste po isti poti, ki jo skupaj prehodite, je verjetno dosti lepše, dosti bolj bogato, dosti bolj plemenito. Ja, to se res strinjam. Zame je bilo to posebno odkritje, namreč bratstvo in sestrstvo.
Na tem seminarju imenuje se krščansko življenje. To so neke vrste duhovne vaje. Jaz sem naprej vajena, da sem poglabljala osebno vero, osebno doživljanje, odnos do Boga. Tukaj se je pa moja vera dopolnila s praktičnim življenjem in predvsem s povezovanjem z ostalimi. In meni je bilo odkritje, ko so mi moža predstavili, da ni najprej moj mož, ampak da je najprej moj brat v Kristusu. In da je to, če mu kdaj se pokorim ali mu služim, moja bolj prvenstvena naloga, kot da sem mu enaka kot žena. In tudi to spoznanje, čeprav je bilo na začetku malo nenavadno, sem odkrila, da mi kakšne stvari olajša, ker se nekako odgovornosti pravilno razporedijo. Tako da res, ja, ta povezanost s skupnostjo med seboj, družinskim, vsakdanjim življenjem, zdaj mi vera pomeni veliko več. Kako je bilo pri vas, Kristina? Tudi pri tebi, kako pravzaprav tudi tvoji vrstniki, prijatelji gledajo na to gibanje, koliko si se spremenila? Težko je cenovati sam sebe, ne? Ja. Jaz izhajam iz krščanske družine, kjer so me starši krščansko vzgajali in že odkar se spomnim, že od malega smo vsak večer skupaj molili. In tako da sem imela neko krščansko podlago, vsako nedeljo sem hodila k mašam, tako je bilo pač preden sem spoznala to skupnost mladih za Kristusa. Tako da v bistvu ta odnos, ki sem ga imela z Bogom, je bil bolj tak neki toliko, da je bil pač uraden. Kar je pa preneslo spremembo v moje življenje, pa je s to skupnostjo pa zdaj to, da sem se samo dejansko odločila za Boga, ne več zaradi tega, ker so starši tako rekli, ampak da sem sama spoznala Boga in se odločila, da pač mu hočem slediti. In ta skupnost mi je ogromno dala tudi v tem pogledu, da me je naučila, da se sama pogovarjam z Bogom, da molim zato, ker sama tako želim, ne zato, ker bi starši rekli, da berem Sveto pismo in tudi drugače pač živim pač krščansko življenje. To pa ni vedno lahko, ker večina današnje mladine je pač nevernih in na vsakem koraku skoraj dostikrat slišiš kakšne komentarje proti cerkvi, proti veri in takrat je pač si ti tisti, ki si izpostavljen, ki ne sodeluješ pri tem, ko se prijatelji pogovarjajo, da grejo pijančevati naslednji vikend, ki odpirajo nemoralne debate. Pač si ti tisti, ki si kristjan in nisi tako kot ostali. Je težko. Vredno bi bilo na vso mladino kazati pa reči, črno točko imati, da so takšni, kot se veliko krat v medijih sliši. Jaz sprejemam, da še veliko mladih po srcu tistih dobrih plemenitih, ampak mi starejši moramo biti zgled, pokazati in v mladini iskati tisto dobro in jih tudi razumeti, kajti ko smo bili mladi, smo bili verjetno v istem položaju. Ja, sem to pozabil. Drži in tudi ko smo se pogovarjali že pred lani na župnijskem pastoralnem svetu, ker je bila tema tudi o mladih, sem mogel kar na glas povedati, da niso taki, kot ste rekel, da je tako vse črno. O mladih je treba iskati lepe stvari in jih ima ogromno. Imajo pa res problem to, kje pokazati. Kot je Kristina rekla, v šoli je to težko, ker je nasprotna stran izredno močna in agresivna. Če se postaviš, si nekako izločen ali pa, ne vem, čuden, morda celo uzmerjan. Skratka, nekako ne moreš s tem jeti v življenju pa reči, jaz sem kristjan, pa meni so vrednote nekaj posebno pomembnega, ker te ostali gledajo čudno. In se mi zdi, da mladi v tem primeru velikokrat zajadrajo z vetrom. Zato, da imajo mir, zato,
zato da niso preveč izpostavljeni. Tisti, ki pa to upajo, pa rabijo eno oporo in mislim, da, kot je Kristina rekla, v skupnosti jo dobiš. Da si to povežeš z Bogom, da lahko potem ne glede na posledice to tudi jasno poveš, ali pa tako, kaj rekla, se mi zdi zelo fajn, enostavno ne sodeluješ konstruktivno v debatah, ki niso primerne. Rečeš, to ni v redu, s tem se nastoji na drugi strani, treba komentirati. Pokažeš pa svojim vedenjem, da se s tem ne strinjaš. Da mislim, da v mladih je ogromno dobrega, treba je to nekako ven potegniti in jim dati priložnost, da to lahko kažejo. Se mi zdi, da zelo lahko to pokažejo, če so enako misleči skupaj. To tudi doskrat na duhovnih vajah rečemo, potem, ko bomo šli iz tega laboratorija ven v tisto življenje, je treba imeti določena orodja, da lahko spet v tem življenju, krščansko življenje doživiš naprej. Jaz sem vam našim gledalcem gledal poti predvsem zahvaliti, da sem danes tukaj vaš gostitelj, da smo odprli tole temo. Kako pa dalje skupnost deluje v Sloveniji? Ja, spet jaz. No pa tudi Kristina pa Karlo lepo še kaj povesta, sigurno deluje tako, da pravzaprav organiziramo duhovne vikende, nekaterim rečemo seminarji, nekateri so pač čisto klasične duhovne vaje, kakorkoli. Prvo bitno se mi zdi je, da organiziramo duhovne vaje z neko osnovo. In se mi zdi, da ravno pri starejših najtežje dobimo ljudi, ker vsak, tako kot sem jaz na začetku mislil, jaz sem čisto dober kristjan, ne rabim tega, kaj mi bodo zdaj govorili o Bogu, pa o Svetem pismu, jaz to že vse poznam. Pa mislim, da vsak, ki pride tja, doživi eno prijetno osebno presenečenje, da ni temu tako. Se pravi, ko gremo čez te duhovne vaje, so ljudje potem tudi povabljeni, da se lahko nam pridružijo, da sodelujejo z nami. Organizirani smo pa tako, da se dobivamo, recimo odrasli se dobivamo enkrat tedensko, po domovih, enostavno enkrat pri nas doma, enkrat recimo v Kranju, drugi spet v Radovljic, pa v Mengšu, v Ljubljani spet. In na ta način tudi pravzaprav obnavljamo naše osebne stike, predvsem pa, kar se mi zdi, da obnavljamo povezano z Bogom. Že Jezus je rekel, če sta dva ali pa trije skupaj zbrano v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi in to drži. Če nas je več, če skupaj moramo nekako napolniš baterije, da greš, bom rekel, zadovoljen ali pa pomirjen domov z manj težavami ali pa, bom rekel, skratka niso več tako velike. Organizirani smo pač čisto preprosto, nič kompliciranega, enostavno se dogovorimo in se dobimo. Vi imate to malo drugače na vašem koncu pri mladih, še povedala? Ja, Mladi za Kristusa se trudimo 3-krat na leto pripraviti duhovne vaje, kakor tudi pravimo mladinski tabor za mlade, vse 3-krat letno, na katerega so povabljeni pač vsi mladi Slovenije, z cele Slovenije, namenjena starostni skupini od 12 do 20 let. In na takih duhovnih vajah čisto osnovno mladi spoznajo Boga, krščansko življenje in potem zraven teh osnovnih taborov pripravljamo še vsaj 2 nadaljevalna tabora skozi leto, ki so namenjena tem, ki so že obiskali te osnovne duhovne vaje, ker je to neka nadgradnja, še bolj poglobljena. Zraven tega imamo potem tudi srečanja, kjer se pogosteje srečujemo med sabo in sicer v Sloveniji smo locirani nekako na 3 glavnih področjih v Ljubljani, Mariboru in pa v Prlekiji, v pač moji župniji Razkrižje in se srečujemo v Ljubljani na tedensko ali pa na 10 dni približno. Na 10 dni. Potem v Mariboru in Prlekiji skušamo nekako na 3 tedne pripraviti srečanja. Na teh srečanjih
čisto preprosto pač na začetku, kaj zmolimo, zapojamo, slavimo Boga, potem odpravimo kako temo, ki jo pripravi voditelj in potem debatiramo o tem, tudi o kakih težavah, ki pač jih imamo mladi, o stvarih, ki nas mlade zanimajo in je potem to skupaj tudi eno lepo druženje. Zraven tega še pa imamo tudi kakšne neformalne druženja, recimo vsako leto gremo navadno skupaj na morje, na Kaprije navadno, tudi novo leto praznujemo skupaj, kdo želi priti. Včasih se kdo od nas odloči tudi, da rojstni dan praznuje in povabimo pač Levce, kdo pride, mladi za Kristusa in druge take priložnosti. Tudi v Stični sodelujemo, zdaj že nekaj let, tudi tam pripravimo delavnico za mlade in letos je bila tudi zelo obiskana. Kongresi? Ja, še to je. Enkrat letno tudi gremo v neko državo, kjer pač je v Evropi, kjer je Evropski kongres za mlade. Letos je bilo to recimo na Norveškem, v Oslo in takrat pridajo vsi mladi za Kristusa, ki pač lahko, si lahko to privoščijo. Po eni strani je tudi nekaj treba dati za prevoz, in pač pridemo skupaj in je res fajn, da si en vikend tudi z drugimi mladimi iz drugih držav, da vidiš, kako oni živijo, da se malo z njimi srečaš, spoznaš in je tudi to eno lepo druženje in tudi duhovno vsebino tam dobiš, je zelo dobro pripravljen program tudi. Si tudi radična misionarka, kako si slišal? Ja. Se kaj gre tole? Ja, prostovoljna misionarka, sem se odločila, da bi postala to poletje, sem nekako začutila, da me Bog kliče v to. Gre se pa za to, da je to ena taka posebna vloga te naše skupnosti. Prostovoljni misionarji so zadolženi za neko državo oziroma področje v neki državi, da pridejo tja in oznanijo tam. Recimo, da vsaj 2-krat letno skušajo priti v tisto državo, tisto področje in tam organizirati duhovne vaje. To pomeni, da so v kontaktu s tamkajšnjo mladino, s tamkajšnjimi koordinatorji in pripravijo duhovne vaje z njihovo pomočjo in skušajo nekako osnovati to skupnost na tistem področju. In potem, ko je ta skupnost v tistem področju kraja dosti močna, da lahko sami začnejo pripravljati duhovne vaje in graditi skupnost, potem lahko delaš na drugem področju v drugi državi. Vi ste kot pedagog, kako pravzaprav pridete potem iz takšnega srečanja oziroma iz takšnega duhovnega vikenda, kako pravzaprav potem vaši dijaki, kako to tisto radost prenesete na vaše dijake, oziroma kako ste potem drugačni, če ne bi šli? Toliko ne vem, ker zdaj, če se osredotočimo na ta redna srečanja, ki jih imamo tedenska. V začetku vem, da sem kolegicam pripovedovala, da sem se pridružila gibanju in sem čudno gledala, češ, kako to je pa izčrpavajoče, zdaj bo pa tam tako pedagoško, psihološko delo, to je kvečen dodatek. Jaz moram reči, da srečam v službi kot šolska svetovalka veliko težkih usod. Predvsem me zaboli razbita družina, težave v družinah, ki jih nekako bi se dalo reševati z nekim medsebojnim spoštovanjem, razumevanjem, upoštevanjem različnosti, ampak enostavno ne gre. In v šoli se osredotočam na mladostnike, s katerimi delam, mogoče bi dodala, da tudi jaz ob vsem delu z mladostniki nimamo njih slabega mnenja. Kvečemu občudujem njihovo vztrajnost pri iskanju boljšega in pri zavzemanju za resnico. Zelo so pristni, zelo so iskreni, čeprav so v tem iskanju tudi brezobzirni in nesramni. Ampak če znaš videti skozi tisto fasado, ki je lahko tudi neke vrste obramba, vidiš, da iskreno iščejo nekaj boljšega. In ta srečanja, ko imamo skupno molitev po domovih, jaz vidim v tem
predvsem v zvezi recimo z zaposlitvijo to, da bremena, ki jih slišam in vzamem si k srcu v službi, tukaj povežem z molitvijo ostalih in vzročim naprej Bogu. Moje delovno okolje, sposobnosti, ki jih imam, je omejeno in velikrat si želim več narediti, kot znam in zmorem. In zdaj na tak način, ko vsak teden molimo, lahko tudi te svoje šolske probleme dam naprej v molitvi in to me pravzaprav res razbremenjuje. Velikokrat poimensko imenujem kakšne dijake, njihove družine in prosim Gospoda za rešitev. Pa še mogoče bi tudi to dodala, namreč, ko se srečujemo po domovih, da sem zadovoljna, ker recimo moja otroka se večkrat se umakneta, vendar kdaj sta pa toliko blizu, da vsaj malo slišta. In slišta tako, kako želimo blagoslov za našo družino, kako se z možem zahvaljamo, da malo pridne otroke. Čeprav direktno niso te besede njima namenjene, ampak se mi zdi, da so res tista dobra semena, da je to blagoslov, če pride neka skupina, ki se povezuje z Gospodom, ki moli v domačo hišo, da je to blagoslov za celo družino in za celo hišo, tudi za sosede. Končno se naše slavilne pesmi slišijo tudi navzven in se mi zdi, da je to res eno tako posebno doživetje. Naši gledalci podajo podpoti smo že kar precej dovolj gostili. Ali o tem in so tudi povedali, naprimer, takrat, ko še nisem molili za otroke, oziroma za dijake ali za partnerje, da se tudi tiste težave, probleme so bili lažje, oziroma so jih lažje premostili, se videli tudi s to tezo strinjate, ne? Mislim na tole, če človek moli, naprimer da otroke ali pa dijake ali pa družine tisti dan da v varstvo Boga, moli za njih, je potem verjetno drugače, kot pa da živi, da pusti, da teče dan po svojem. Mislim, pedagoški poklic je zelo lep. Tudi, recimo, jaz sem po izobrazbi psiholog in tudi ta znanost se mi zdi zelo taka lepa, pač glede na moj interes odkriva skrivnosti človekove duševnosti. Vendar ima številne omejitve, razlaga mnogo stvari, ampak pred mnogo stvarmi pa ostaja brez moči. In tam dopolnjuje vera, dopolnjuje Bog tisto, kar manjka človeku. In se mi zdi, da res je tako kot psihologija, da na nek način opisuje samo zunanjost. Vera, molitev, duhovna razlaga pa zajema celoto človeka. Bolj se postavijo stvari nekako prava razmerja na prava mesta. Ali je ta skupnost namenjena samo za zakonce, pa vam danes mislimo priložnost, kako se vam lahko naši gledalci, če bo jih bodo začutili, oziroma če jih Bog pokliče, oziroma če bodo nagovorjeni, kako se vam lahko pridružijo? Ja, zelo enostavno. Pridejo duhovne vaje, ki jih organiziramo. V bistvu oznanjamo to v družini na Radio Ognišče, prek župni, na njihovih oglasnih deskah, kaj se jim na naših spletnih straneh. Pač objavljamo te termine, da je, in to je in za odrasle, in za mlade. Ni samo za zakonce, imamo duhovne vaje, kjer lahko pridejo in zakonci, in razvezani, in morda samo mož ali morda samo žena, če ne to pa skupaj pride. To je pač tisti prvi čist osnovni seminar krščanskega življenja. So tukaj porazdeljeni nekje po starosti, da ne pridejo, bomo rekel, tisti, ki pašejo mladim, odraslim, nekak ne gre. Drugače imamo tudi duhovne vaje samo za zakonce, takrat je seveda zaželeno, da prideta oba dva, ker če sliši samo eden, kako naj živi, pa drug ne, se mi ne zdi v redu.
In v tistem primeru, ko res oznamo, da je to samo za zakonske pare, pač vabimo res samo njih. Drugače same skupnosti smo pa zelo mešani, v angliščini rečejo od from the womb to tomb, nekako v tem smislu od trebuha do groba, se pravi, ko si spočet, pa do smrti si nekje lahko vključen v to naše gibanje. Namreč ne zavračamo družin z mladimi otroki, če drugega ne poskrbimo za varstvo, kasneje se lahko pridružijo kot otroci za Kristusa, mladi za Kristusa, mladi odrasli za Kristusa, če se poročijo, postanejo zakonci. Če se zgodi, da domre, lahko še zmeraj zraven, pač vdove oziroma samski in samske za Kristusa, oziroma to so žene in možje za Kristusa. Ponovno, to ne bilo malo tako samski za Kristusa smo spremenili, ker smo te prve duhovne vaje so jih ljudje razumeli kot, da bodo imeli priložnost rešiti svoj samski stan. Pa ni bilo tega namenjeno, tako da ni so čist, malo je bilo nesporazuma zaradi imena samega, ne. Skratka, pravzaprav je problem samo v tem, da se mora človek vzeti en vikend časa in pride zraven in se potem lahko odloči in se nam pridruži. Možno je seveda tudi priti na naša srečanja, ampak za ta srečanja je tudi, ko mora nekoga v nas poznati, pa mu rečemo, boš prišel zraven in pride zraven, pa lahko nas preko teh srečanj, družinskih, bom rekel, ko se tako dobivamo v domovih, spozna in se odloči in reče, pa prebaš član, to ni zdaj neki odvesljeno. Tako, doželi. Se mi zdi, da s tem tudi največ dosežemo, tako kaj je Kristina prerekla, kaj je začutila, da je Gospod poklical, se je odločila za nekaj. Tudi mi želimo na ta način delovati. Če začutiš. No, glede tega, kdo se nam lahko pridruži. Mi bi si želeli, da bi se nam pridružilo več ljudi. Je pa tako, da so res vse stvari prostovoljne. Da tudi, če se udeležiš seminarja, ni nujno, da si potem nek član, da imaš neke obveznosti, da si, ne vem, oblegan in nadzorovan z naše strani. Nas je veliko premalo, da bi res poskrbeli za vse, ki so se kdaj udeležili teh naših duhovnih vaj, čeprav bi si želeli ohranjati nek kontakt. Zdaj, na takih duhovnih vajah se lahko ljudje povežemo, odprejo se različna področja, pogovori o veri, tudi včasih v kakšnih osebnih stiskah. In bi želeli, ker recimo mi, ki vztrajamo nekaj časa že v tem, da bi tudi ti ljudje začutili, ker po enem seminarju, po enem vikendu si šele storil prvi korak, pomembni so naslednji, da ohranjaš to naravnanost, da vzdržuješ redno molitev, branje Svetega pisma, druženje z ostalimi. Kot je prej Kristina rekla, starejši smo mogoče še bolj pod udarom, da nas potegne vsakdanje življenje od materializma do pehanja v službi za čim boljšim položajem ali za nekim udobjem, nekim ugledom. In te zmanjka, čeprav si bil še tako pravilno naravnan prej, vendar nobenega ne moramo prisiliti in ga tudi ne želimo prisiliti. Vemo pa, kako bi bilo dobrodošlo, da bi pravzaprav ljudje ohranili vse tisto, kar imamo. Naše gibanje ni, da bi zahtevali, zdaj, če se boš priključil, moraš opustiti vse ostalo. Tudi člani, kjer smo, obiskujejo druge skupine, ali skupina prenove v duhu, ali zakonske skupine. Se pravi, mi smo neka ekskluziva, izključno. Tisti, ki smo začutili v tem neko veselje, neko zadovoljstvo, neko izpolnitev poslanstva, želimo to nadaljevati, ne želimo pa omejevati. Tako da bi res bili veseli, no, če bi se kaj več ljudi odločilo. Je pa verjamem, da je težko, ker za nekatere ob današnjem tempu, da se vzamejo vsak teden čas in recimo tudi potem, ko so seminarji, namreč te seminarje potem, ko jih
človek da sam kot udeležen čez, izvajamo potem naprej sami. Dobiš lahko nalogo, da se sam pripraviš, da sodeluješ, predvsem velike molitvene naloge za molitveno podporo. Tako da, ja, rado bi res več podpore. Ja, jaz bi lahko mogoče mojo osebno izkušnjo povedal, Prosim, kako je to mene pritegnilo. Prvo me je sploh odbili. Namreč tukaj Karmen prej že na začetku povedala, da me je povabila zraven, pa sem se pa nekako odločil, da sem šel. Sem prišel tja, sem doživel prvo presenečenje o tem, ker sem nekako računala, da so to duhovne vaje v tišini, pa niso bili v tišini. Poleg tega, ker to še ne začenja, nas pa to Rubar se je prijavil, so vodili še naši brate z Dunaja in je seminar potekal v angleščini. No, za nameček so pa še Filipinci. Tako da, sem tja prišel, sem se prvo sprašal, kaj pa to nekaj čudenega. Sem že mislil, da je neka sekta ali kakorkoli. Tako izgleda. No, sam potem je hitro tudi potegnil, da v naš nek samostan ne bi spustili neke druge religije, da bi oznanjala. Bilo mečkaj skregano z logiko in sem se pomiril. In kasneje, ko so začeli s temi predavanji in ko smo se o tem začeli pogovarjati, se je začel odpirati. V bistvu, bi temu rekel, tisti moški mačizem je šel stran, da vse nekako premagaš z voljo, z silo, z odločnostjo, s komando, ne vem kaj, da se da v določenih stvarih, ki sem jih imel prej mogoče za v narekovajih babje zadeve, da pogovarja tudi med moškimi. So mi presenetili v bistvu z svojo preprostostjo, ampak z globino. Povezano ne znam pojasniti, ampak so se me dotaknili na ta način, da sem začel tudi jaz o tem se pogovarjati, svoje argumente povedati, sprejemati njihove, nisem vztrajal nekje trdno na skalnatem področju in sem je potem začel odpirati in to me je potegnil. To je šlo potem kot plas, zelo hiter, eno vikend pravzaprav. Tako da po teh duhovnih vajah sem začutil eno veliko željo, da bi s tem nadaljeval. Čeprav, ko so me povabili, da bi se pridružil, so kar rabili nekaj časa, da so me prepričali. Mislim, da so me še z blagoslovljeno vodico špricali med sami. Nisem vedel, kako zdaj reče temu, hvala Bogu, da nisem takrat rekel ne. Bi imel potem samo neko lepo izkustvo, ki bi čez čas minilo in ne bi tega vzdrževal. Kaj sem se tam naučil, pravzaprav to, da Bog ni neki tako sam za cerkev, pa nedeljsko mašo, ampak tega lahko v svoj življenje sprejmem, da mi lahko pomaga, če sem jaz odprem. Seveda bi tako še zdaj padem, pa imam svoje stiske, pa svoje probleme. Je pa hkrati v odgovoru, na to ste prej vprašal, kaj mi to v življenju pomeni, če morim, a mi je lažje potem, je. Jaz lahko rečem, če dan začnem s tem, da vsaj nekaj kratkega moram, lahko nekaj čist kratkega. Rečem, Gospod, ne vem, bo danes z mano, danes imam težek dan, je tisti dan lažji. Jaz sem v to 100% pripričan, ker vem po izkustvu, ker če tega ne naredim, ne vem, da sem zjutraj nekaj raztresan, da ostanem enostavno, da vem v službo, tisti dan ni v redu. Pa še nekaj bi morda rekel, tudi kadar se počutim nevrednega, da bi se na Gospoda obrnil, mislim, da je takrat najbolj primeren trenutek, da ga prosiš, da ti pomaga. Ker on je zato prišel, pravzaprav, da bi pomagal tistim, ki ga rabijo, ne tistim, ki vse imajo, ki mislijo, da vse imajo, ampak tistim, ki ga rabijo. In če si ti takrat v težki situaciji, če se obrneš na njega, ti bo pomagal. Večkrat ne moraš zaupati, pa gre. Kako je smisel? No, jaz bi samo pojasnila, mislim, da ni bilo na začetku dovolj jasno.
Z Borisom sva šla k Svetemu Duhu, ker so bile prepričane, da so duhovne vaje v tišini. In ko sem ga nagovarjala, sem rekla, če ne boš, da če želje početi, boš lahko spal. Duhovne vaje v tišini terjajo samo enkrat na dan, da se dobiš pač z voditeljem, potem pa je tebi prepuščeno, ali moliš, ali delaš karkoli. In sem rekla, vedno se pritožuješ, kako si utrujen, boš pa spal tam. In on, to je bil tak dodaten argument, da je pristal, da je šel tja. Ampak seminar je bil ravno obratno, izredno naporen. Veliko predavanj, pogovorov v skupinah in tako naprej. Dinamičnost. Je bilo to tak presenetljiv obrat. Mislim, kako bi ti pravzaprav to se skupaj tako razdelila. Imate tudi glasbene skupine, dramske v okviru Mladi za Kristusa. Naša skupnost v bistvu dela na tem, da bi nekako te svoje talente, ki jih imamo, svoje sposobnosti dali na razpravo tudi drugim, da lahko s tem služimo Bogu. Recimo na področjih, kjer si dober, če imamo posluh, če že dopolamo, da tudi v svojih vlastnih župnijah sodelujemo s tem pri izborih. Če imamo kakaj talent organizacijske sposobnosti, da pomagamo organizirati recimo duhovne vaje, da pomagamo organizirati kakaj dogodke tudi v svojih župnijah, na različne načine. Če imaš recimo tudi kakaj glasbeni talent, da s tem pomagaš, ko imamo duhovne vaje, da preprosto igraš kitaro, klavir, karkoli in s tem pomagaš kar lepšemu vzdušju. Tako da spodbujam na tem, da svoje talente uporabljamo za to, da z njimi služimo drugim. Tako da znotraj tega. Samo gibanje Mladi za Kristusa oziroma Zakonci za Kristusa, še nekaj veje, pa bi vas prosil, če mi pomagate dopolniti. Če sem to drži, ko smo malo kar preskakovali. Ja, osnovno gibanje so Zakonci za Kristusa. Je jedro. Oni so tudi začeli to gibanje in potem so ugotovili, da oni sami imajo tudi otroke. In tiste otroke pač treba nekako tudi vključiti in so zato ustanovili tudi vejo, se pravi več vej, ne samo eno. Prvo so bili otroci za Kristusa, to so bili mladi za Kristusa. In tako so potem nastajali tudi druge veje, se pravi jedro je to, zakonska skupina, da tako rečem, potem so pa podskupine v tujini, ponekod imajo tudi po profesiji, po poklicih, imajo odvetnike za Kristusa, celo duhovniki za Kristusa obstajajo, čeprav so že tako za Kristusa. Vendar vsak lahko nekako najde neko skupino v tem. Pri nas v Sloveniji imamo trenutno tako, imamo Zakonce za Kristusa, imamo Mlade za Kristusa, ki so najštevilčnejša veja pri nas v Sloveniji, jih je res veliko. Potem imamo Mlade odrasle za Kristusa, te so zdaj pred kratkim nekako zaživeli. Tukaj jih vodi še druga prostovoljna misionarka, ki je zdaj nekako prevzela, to je Maja Ceglar, in je začela pomagati tistemu, ki je zdaj nekje se boril, da bi ta veja zaživela. Imamo potem še v pripravi tudi otroke za Kristusa, to je zdaj naš cilj oziroma naša želja. Tukaj se je včasih težko skrbiti, da imajo starši čas, da je otroke pripeljali, pa bomo nekako najdli eno rešitev. Imamo potem še tudi žene in može za Kristusa, to so pa recimo ali vdovci, vdove, tudi ločeni, pač nekdo, ki je ostal v življenju sam, ali pa morda sploh ni bil nikoli poročen. To je, kar je v Sloveniji naših gibanj, v našem gibanju. Drugod je to bolj dalj časa že živi in tudi bolj obširno gibanje in potem lahko tudi več kaj nastane. Če lahko tako dopolnim še z nekimi starostmi, namreč otroci bili 4-5 let do 11, potem mladi od 12 do 20, kot je že rekla. Mladi odrasli so tam od 20 do 40
seveda neporočeni. Zdaj, čim se poročijo, ne glede na starost, pa še potem zakoncem. Za te starejši dve skupini, mož in žena, so pa predvidene tam starosti 40-45, odvisno, kako se kdo počuti. Pa ne vem, še to bi mogoče dopolnila, da na Filipinih je to gibanje išlo iz prenove v duhu. In v prenovi so se večinoma zbirale ženske. In so nekaj parov je res začutilo potrebo, da to ni samo stvar žensk, da morajo možje prevzeti svoje vloge in svoje naloge, biti duhovniki v družinah. In zato so poudarili pomen tega, da ne samo žena, da je nek referent za verske zadeve v družini, mož pa za recimo ekonomsko stanje, ampak da je vera res stvar glave družine in ob tem se žena izkaže kot pomočnica. Zato so poudarili, da oba zakonca prideta skupaj. In en lep primer povezav so recimo naše te duhovne vaje v seminariji, kjer imamo naprimer ali zakonci ali starejši ali samski, si pač porazdelimo naloge, nekdo lahko skrbi za glasbo, drugi je predavatelj, tretji je v angleščini prayer warrior, se pravi borec, molitveni borec. Tako da se v tem povežemo, potem imajo pa recimo mladi nalogo, da pridejo varovati otroke novih udeležencev. Običajno se vedno dobijo, enkrat pred kratkim vem, da smo imeli 7 otrok, starih od 7 mesecev do 7 let. In so prišli mladi za Kristusa in so ob tem nekako se učili, kaj je to služiti, kaj je nekaj lepega za Boga narediti. Tako da naše gibanje želi hkrati ohranjati nek interes posameznega stanu ali starostne skupine, zato se te skupine dobivajo posebej, vendar imajo pač toliko značilne probleme, da se o tem posebej pogovarjajo. Hkrati pa so neke akcije ali skupni podvigi, kjer je pa res lepo videti, kako smo lahko povezani in kako ima vsak svojo nalogo in vsak nekaj takega doprinese, da je pravzaprav nenadomestljiv v tem primeru. Kaj nam pravzaprav pomeni zakonci za Kristusa, oziroma kako bi pravzaprav naj izgledala krščanska družina, preden bomo predali besedo duhovnikov? Krščanska družina. Kako vi vidite kot mati, kot oče, kot družina, kot zakonca? Ja. Kako bi naj izgledala? Kako bi naj izgledala? Jaz mislim, da je težko opredeliti, ker kot so družine različne, naziv krščanska, jaz mislim, da tudi ne more toliko poenotiti. Seveda, mislim, da je pomembno, da je vse osredotočeno na Kristusa, da je Bog na prvem mestu. Zdaj, moj mož se je večkrat počutil zelo nelagodno, če je kdo omenjal kakšen zakonski trikotnik, vendar zakonski trikotnik, kjer je tretji Bog, je ne samo tako dober, ampak edini način, da je lahko zakon trden in da ima družina res temelj na skali. Se pravi, vsakdanje življenje bi moralo vključevati molitev, omembe Boga, recimo zahvaljevanje, molitev pred jedjo, po jedi, odvisno od časa, kako ima razporejena vsaka družina in vse nekaj, ko je vsa družina skupaj. Zdaj pri nas smo bolj leteči, velikrat moramo v avtu, no, takrat se ne da pobegati otroka, da bi rekla, da ima kaj drugega. Čeprav zdaj se tudi ob večerih sedemo v padentem venčku, skupaj smolimo na kratko.
Predvsem pa mislim, da je pomembno, da se iz našega življenja razberejo neke vrednote. Da tudi če živiš povsem običajno življenje, greš v Kolosej ali pa ne vem, v Mariboru ali v kakšen lokal, da recimo se tako otroci kot starši vedeš dostojno ali pravilno, da ne potegneš stop, ampak se sprašuješ, kaj je prav, kaj bi bilo Bogu po volji, kaj bi, če je on tam zraven, ti naredil. Mnoge so službene situacije, ko mislim, da se moraš resno vprašati, ker te lahko mimo grede potegnejo ostali ali pa otroci v šoli. Tako da, ne vem, težko je, kako bi bila krščanska družina res tako značilna, prepoznavna. Mislim predvsem, da je krščanska v vseh okoliščinah, ne samo v nedeljo pri maši, ampak kjerkoli, tako doma, da ni samo na zunaj vse lepo in doma polno nekega prepira in obratno, da ni zaprta sama vase, da je povabljena, da recimo sprejme druge, da goji gostoljubje, da se druži s podobnimi po prepričanju, da se izogiba greha in nekih takih skušnjav. Drugače pa na prvi pogled se mi zdi, da ni tako, da bi bilo res, da bi že aureolen stili in bili čist drugačni. Mislim, da mora biti sveta družina vzor in pravzaprav oče pa mora biti mož tisti, ki je pravzaprav glava družine, kot je bil svet Jožef. Ja, drži. Svetega Jožefa občudujem, ker to, kar je pravzaprav on mogel skozi dati, se mi zdi zelo lepo tudi nekako prikazan v tistem zadnjem filmu Božični zgodbi, ker sem jo gledal, kako je mogel nekako to preizkušnjo skozi dati, za družino skrbeti, verjetno besedo Bogu. V sanjah sem jo pač razodel, kaj mora narediti in to upošteva. Če bi jaz sanjal, kaj pa da ne in to narediti, ne vem, če bi bil lahko svet Jožef v tem primeru. Ampak kot oče ali pa kot glava družine, mislim, da je tako zelo lepo enkrat povedal škof Glavan na enem ekumenskem srečanju, nisem bil zraven, slišal sem en odsek po radiju v Nišče in točno v tej priložnosti je bilo. Dal nam je za vzgled nekako muslimanske očete, da mi doma oče vzgaja otroke v veri. Oče povabi recimo svojega sina, pet bova zdaj molila. Tukaj ima mama kaj. Oče vzgaja otroke, oče je odgovoren za družinske razmere, kakšni bodo otroci postali. Mama je pomočnica, tako je Karmen rekla. Dobro, kako imajo stare odnose urejene, ne vem. Vendar že na enih teh duhovnih vaj, ki jih imamo za zakonce, je tudi govor, oziroma neko predavanje o očetu kot glavi družine, se pravi mož v krščanski družini. In pravi že na začetku, da ima mož odgovornost. Ampak odgovornost za sabo potegne tudi to, že kar sama beseda pove, da za to odgovarjaš. Če prej ne pred Bogom, kako boš družino vodil, kako boš to izpeljal. Tega se prej vsekako nisem zavedal, kar me že prej povedala, kako sem jaz malo po svoje si razlagal in verske zadeve in družinske. Tudi zdaj nisem popoln in sem daleč od tega, ampak zdaj imam vsaj nek vzor, pa nek cilj, ki bi ga rad dosegel. Najbrž ga ne bom, ampak se bom vsaj lahko trudil, ker vem, v čem je pravzaprav poanta in bi rad to v svoje življenje tudi prinesel. Vzgajati otroke kot oče, to je tudi kar me že nekako pomeni, da z vzgledom. Mislim, da če bi zahteval, da greš tak maš, pa bi jaz doma na televizijo gledal, ali pa kako radi rečemo, pa obsojamo, ja, virno jih pošiljajo, sami pa niti jih maš ne hodijo.
ta očitek po eni strani drži, vendar če bi sebe primerjal, sem kaj boljši, zahtevam od otroka to in to, sam pa tega ne počnem. Pravi, lepo je, da otrok vidi vzor ali pri meni ali pri ženi, da so to vrednote, ki jih živiva. Ker če jih mi pa ne živiva, jih je težko privzgojiti. In mislim, da je tukaj pravzaprav cilj, da če živiš krščansko življenje osebno, potem ga tudi prenašaš v družino. Kristina, kaj bi ti izpostavila za naši družbi? Kaj pa je prav na naši družini? Česa primanjkuje? Meni se zdi, po mojem mnenju, da predvsem primanjkuje medsebojnega razumevanja in prilagajanja. Da je vsak nekako bolj osredotočen na se, na svoje potrebe, svoje želje in zaradi tega nekako družinski odnosi škripajo. Še vedno smo v oddaji Pot poti in lepo pozdravljamo tu maničničnega župnika Jožefa Lipovška. Bog vas živi. Bog daj tudi vam. Kako izgleda krščanska družina in katere vrednote naj ima? Krščanska družina ima svoj lep izgled v sveti družini. Tukaj so bili najlepši odnosi med Jožefom, Marijo in Jezusom. Zato vedno znova v svojih nagovorih poudarjam, da naj bi tudi krščanska družina imela tako lepe odnose, kot so bili v sveti družini. Zato pravim, je krščanska družina tista, ki v njej prebivajo ti odnosi zaupanja, vere in ljubezni. Da se kaže v očetu ta lepa drža, ki dejansko usmerja vsakega člana k ljubezni, da je oče res glava družine, da skratka v svoji družini ima tisto mesto, ki mu ga je Bog naklonil. To pomeni, da je oče tisti, ki povezuje družino. Potem mati prav tako ima svoj zgled v Mariji, Božji materi, in poslanstvo matere danes je, da je srce družine. Torej, če je oče glava družine, je mati srce družine, tista, ki uresničuje ljubezen, ki ustvarja toplino, ki dejansko v družini daje pečat te Božje ljubezni. Saj vemo, da tudi žena veliko pripomore k dobremu krščanskemu življenju družinskih članov. In je tista, ki nekako tudi moli, je žena molitve. In zato gotovo z možem ustvarjata en takšen lepi zakonski par zaupanja. In potem tudi v otrocih se kaže tudi ta drža, ki jo je imel Jezus. Drža služenja, drža, da lahko otroci tudi pomagajo staršema in da se tako oblikujejo lepi odnosi v krščanski družini. Je pa verjetno v teh časih teže družina, kot je pa bilo v tistih časih, kot ste še bili otrok, verjetno. Seveda je bila tista klasična podoba družina molitve. Veliko smo se zbirali po večerih k molitvi rožnega venca. Potem veliko smo se pogovarjali med seboj. Veliko smo gradili na krščanskih vrednotah. Skupaj smo šli k sveti maši. Takrat še celo peš k župnijski cerkvi. Tudi je bila zelo oddaljena v mojem primeru. Ampak vse to je bilo zelo lepo. Ni bilo nič težko. Ni bilo še tako televizije v razmahu, kot je danes, internet, računalništvo. Tako da smo res imeli bolj še ta družinski pogovor vedno v spredju. Kaj je pravzaprav zakrament, kako je razdelimo in morda kaj nam pravzaprav najmladeno pomeni zakrament svetega zakona? Zakrament po lepi definiciji je vidno znamenje nevidne milosti. Torej posebno znamenje za cerkev, za svet in za človeka. Imamo jih 7 zakramentov. Sveti krst človeka vključi v Božjo družino otrok.
S krstom, ki je prvi sakrament, se ti odpirajo vrata krščanskega življenja. Tukaj se izbriše izvirni greh in kristjan postane človek s krstom. Potem drugi sakrament je sakrament svete birme, ki dejansko človeka vključi na prav poseben način v skupnost verujočih. Tukaj postane na prav poseben način vsak kristjan deležen milostnih darov Svetega Duha. Zato je to sakrament zrelosti. Potem imamo sakrament svete Evharistije. Gotovo je ta sakrament tisti temeljni, ob katerem naša vera raste. Zato se zbiramo v cerkvah, molimo in se oblikujemo ob sveti maši. Sveta maša je zato ravno iz tega vidika eden izmed najbolj pomembnih sakramentov, kajti človekova vera tukaj dobiva pravi pečat Božje ljubezni. In človek, ko se hrani s kruhom večnega življenja, dejansko že doživlja v sebi košček nebeškega veselja. Tukaj postane človek že vraščen v Kristusovo skrivnost Evharistije. Potem imamo sakrament svete sprave. Tukaj vemo, da človek je potreben, da v svojem bistvu živi Kristusov evangelij. Toda grehi, padci, preizkušnjeno večkrat to zelo onemogočajo. Večkrat doživljamo v sebi, da se poruši ta naš odnos do Boga, da ne živimo v polnosti tega Božjega blagoslova in ljubezni. Zato nam spoved spet vrača, nas spravi z Bogom in z bližnjimi. Potem imamo sakrament bolniškega maziljenja, ki je zelo pomemben sakrament, se ga premalo zavedamo. Pri bolnikih posebej doživlja ta sakrament, da se jim odpuščajo grehi, potem ozdravljajo notranje in zunanje. V tem sakramentu človek spet dobiva vero. V tem sakramentu, ki je sakrament zdravljenja, se človeku spet spostavlja odnos z Bogom. Človek tudi dobiva notranje duhovno in telesno zdravje. Potem imamo sakrament mašniškega posvečenja, ki je velik sakrament. Saj človeka na prav poseben način izbere iz ljudi in ga postaje za služabnika Evharistije in oskrbnika Božjih skrivnosti. Je sakrament služenja Božjemu ljudstvu. Potem imamo še sakrament svetega zakona, ki pa dva človeka poveže v Božji ljubezni. Dva si podelita ta sakrament sama v prisotnosti duhovnika, prič, in to je tisti sakrament, ki ga lahko potem dva živita v prisotnosti Boga in uresničujeta krščansko družino v tem, kar sem že govoril prej. Če čelo se novo krščansko leto, kaj je družini v srce našim gledalcem oddaje Poti? To novo leto je leto solidarnosti in subsidiarnosti, pomoči bližnjemu. S spomenljivim geslom nosite bremena drug drugemu. In veliko je priložnosti, da človek spozna stisko bližnjega, da dejansko vidi, kako je potrebno vedno znova nagovarjati ljudi in jih tej smeri tudi vzgajati, kajti to je vzgaja za solidarnost, da človek vidi tudi bližnjega človeka, da človek odkriva v bližnjem človeku tudi Boga in da človek želi tudi danes nositi breme drug drugega. Kajti vemo, da nekatera bremena so zelo težka in zato več, ko nas bo uresničilo to leto, več, ko bo teh dejavnosti, bolj bomo tudi bližje bližnjemu in bomo pomagali in bomo s tem tudi bližje Bogu. Zahvaljujem se vam za pogovor, Bog kloni. Bog kloni tudi vam.